Ženska iz Združenega kraljestva se sooča s smrtno kaznijo s strelskim vodom, potem ko je bila obtožena umora svojega fanta v Dubaju. 23-letna Brooke George trdi, da je svojega partnerja zabodla v samoobrambi, poroča kampanjska skupina Pridržani v Dubaju. Pravijo, da je Brooke trdila, da je postal vse bolj nadzorujoč in nasilen med njunim drugim obiskom mesta, ter da je poskušala zapustiti Dubaj, potem ko jo je nasilno napadel in ji odvzel potni list. V izjavi je njena mama povedala, da Brooke dan pred incidentom ni bila videti kot običajno, ter da verjame, da je obupano poskušala priti domov in stran od vsega, kar se ji je zgodilo. Organizacija Pridržani v Dubaju pravi, da tisti, ki so Brooke najbližje, menijo, da je bila morda zvabljena v Dubaj pod lažnimi pretvezami z namenom izkoriščanja. Pozivajo naj 23-letnico izpustijo na prostost ob plačilu varščine in naj se primer obravnava kot primer družinskega nasilja. Vplivnica se zdaj v Dubaju sooča z možnostjo strelskega voda, potem ko je naredila napako in storila kaznivo dejanje v islamistični državi. In seveda trdi, da je šlo za samoobrambo. Poglejmo podrobnosti te nore zgodbe. Zadeva res ni kazala, da se bo znašla v središču mednarodnega kazenskega primera. Toda v začetku letošnjega leta je na spletu spoznala 26-letnega Williama Trebija. In po več poročilih sta se povezala prek Facebooka, hitro začela klepetati. In kmalu se je spletno razmerje spremenilo v načrte, da bi se srečala v živo. Trebi je živel in delal v Dubaju in Brooke je na koncu odletela tja, da bi ga obiskala. Njena hči, Brooke, ima komaj 23 let. Je zelo naivna. Spoznala je tega fanta prek Facebook datinga. Odšla je v Dubaj. Z njenega vidika je bila to vrtoglava romanca. Peljal jo je v vse vrhunske luksuzne restauracije, je vodil v klube na plaži, organiziral je modno fotografiranje na plaži. Na vse to je zelo ponosna in srečna. Vrne se domov in pove mami, glej, spoznala sem moškega, s katerim bi lahko preživela svojo prihodnost. Mimogrede, temu se reče ljubezensko bombardiranje. To je nekaj, kar narcisi pogosto počnejo, še posebej nasilni moški. Počutite se tako neverjetno ljubljene, da preprosto ne veste, kaj bi storile in si ne morete predstavljati, da bi vam kdaj naredili kaj slabega. In ko vam začnejo delati slabe stvari, to ves čas primerjate s tisto čudovito osebo, kakršna so bili prej. Zato preprosto nasedete. In po njenem pripovedovanju je bilo to prvo potovanje res zelo uspešno. Kasneje ga je opisala kot najboljši čas svojega življenja. In mislim, da je bilo med plažami in luksuznimi kraji videti kot tipično obdobje zaljubljenosti za vplivniški par. Ampak po besedah Brooke in njene družine ta občutek ni trajal dolgo. Torej, težave so se zares začele šele, ko se je vrnila v Dubaj na drugi obisk. Oni ponovno uredi let v Dubaj. Toda po njenih besedah je bila izkušnja zelo drugačna. Večino časa je bila sama v stanovanju. V stanovanju so bili tudi drugi ljudje. Ko grejo ven, jih spremljata drugi moški. Tako pravi, da se je William obnašal popolnoma drugače kot moški, ki ga je spoznala na prvem potovanju. In prek izjav, ki jih je posredovala zagovorniški skupini Detained in Dubai, Brooke trdi, da je postal nadzorujoč in nasilen, ter da so jo majhne stvari začele spravljati v občutek, da nekaj ni v redu. Tako je bila ena največjih rdečih zastavic očitno ugotovitev, da ji je rezerviral samo enosmerno vozovnico v Dubaj. To ni dober znak. Družina Brooke prav tako trdi, da je ugotovila, da ima on njen potni list, zaradi česar je bilo veliko težje, da bi preprosto odšla in odletela domov, kadarkoli bi želela. In ponovno, to so obtožbe, ki še niso bile dokazane na sodišču, vendar so osrednjega pomena za Brooke in opis tega, kar se je zgodilo kasneje. Njena mati pravi, da je skoraj takoj opazila spremembo. Med Brookinim prvim obiskom je zvenela navdušeno in srečno, kadarkoli so se pogovarjali. Toda med drugim potovanjem so ti telefonski klici postali povsem drugačni. Po besedah njene matere je bila Brooka tišja kot običajno in je delovala zelo zaskrbljeno. Prav tako je povedala, da je njena hči ves čas vztrajala, da je vse v redu, vendar je lahko opazila, da se je nekaj spremenilo. Potem je prišel telefonski klic, ki je, če pogledamo nazaj, postal eden najpomembnejših delov družinske zgodbe. Njena mati pravi, da je Brooka takrat neustavljivo jokala. Slišalo se je, da je prestrašena in večkrat je ponovila, da želi priti domov. Prav tako pravi, da je lahko videla, da je bilo eno od Brookinih oči oteklo in se je začelo zapirati. Približno v istem času so v organizaciji Detained in Dubai povedali, da je Brooka začela prijateljem govoriti, da stvari niso v redu in da mora zapustiti Dubaj. Ljudje iz organizacije so še naprej spraševali: prav, kako dejansko dobimo AI agenta v svojo ekipo? Preprosto je. Poglejte, kako to naredimo v 60 sekundah. Prav tako je povedala, da je Brooka postala zaskrbljena, da so jo tja zvabili pod lažnimi pretvezami. Ne, islamistični moški te zvabi tja, te zasipa z ljubeznijo in ko prideš drugič, ti vzame potni list, plača samo enosmerno vozovnico in ti ne posveča pozornosti. Zelo islamistično od njega. Torej, preiskovalci niso objavili nobenih javnih dokazov, ki bi podpirali to trditev. Torej, ne glede na to, kaj se je dogajalo za zaprtimi vrati, je jasno, da je bila v tem trenutku zveza, ki jo je Brooke opisovala kot najboljši čas svojega življenja, vsaj po njenih besedah, praktično končana. V redu. Kaj se zgodi naslednje, ljudje?
Ali lahko kdo ugane? Zdaj je želela pobegniti. Potem je prišla noč, ki je zavedno spremenila njuni življenji. Tako sta šla skupaj tisti večer v bar McCafferty's v Jumeirah Village. Brookova trdi, da je William po pitju začel prepirom in postal nasilen med vožnjo nazaj do stanovanja. Brookova trdi, da se je napad nadaljeval, ko sta prišla domov. In na neki točki pravi, da se je odločila, da mora popolnoma zapustiti Dubaj. Brookovi je uspelo s pomočjo prijateljev urediti let nazaj v London, a obstajala je ena velika težava. Še vedno je potrebovala svoj potni list. Pravijo, da se je vrnila v stanovanje, da bi ga prevzela, saj je verjela, da lahko preprosto vzame svoje stvari in se odpravi naravnost na letališče. Toda tisto, kar se je zgodilo na to, je očitno glavni del celotnega primera, saj Brooke pravi, da je jokala in prosila, naj vrnejo potni list, ko jo je William domnevno ponovno napadel. Trdila je, ojoj, ojoj. Ste vsi pripravljeni? Trdila je, da je bila večkrat udarjena, da jo je bilo strah za življenje in da je segla po kuhinjskem nožu, ki je bil na dosegu roke. In William je nato izgubil življenje, potem ko je bil zaboden. Toda vprašanje je, zakaj? Brooke pravi, da je ravnala v samoobrambi, ker je verjela, da je v nevarnosti. Dubajski tožilci pa so jo obtožili naklepnega umora. In tu postane primer zelo težko obravnavati. Javne oblasti niso zares pojasnile, kateri dokazi so jih pripeljali do zaključka, da je bil zločin naklepen. Niso objavili podrobnega opisa dogodka, niti predstavili teorije, ki stoji za obtožbo. In vse to ni dobro. To ni dobro. To ni dobro. Ženska iz Združenega kraljestva se sooča s smrtno kaznijo s strelskim vodom, potem ko je bila obtožena umora svojega fanta v Dubaju. 23-letna Brooke George trdi, da je svojega partnerja zabodla v samoobrambi, poroča kampanska skupina Detained in Dubaj. Pravijo, da je Brooke trdila, da je postal vse bolj nadzorujoč in nasilen med njunim drugim obiskom mesta, ter da je poskušala zapustiti Dubaj, potem ko jo je nasilno napadel in ji oduzel potni list. V izjavi je njena mama povedala, da Brooke dan pred incidentom ni bila videti kot običajno, ter da verjame, da je obupano poskušala priti domov in stran od vsega, kar se je zgodilo. Organizacija Detained in Dubai pravi, da tisti, ki so Brooke najbližje, menijo, da je bila morda zvabljena v Dubaj pod lažnimi pretvezami z namenom izkoriščanja. Zahtevajo, da 23-letnico izpustijo na prostost ob plačilu varščine in da se primer obravnava kot nasilje v družini. Vlada Združenega kraljestva je sporočila, da podpira britansko državljanko, pridržano v Združenih arabskih emiratih in njeno družino. Zato, prijatelji moji, nočete biti pridržani v islamistični državi. Ne pravim, da ne bi smela iti na sodišče in skozi nek sodni postopek, ampak potrebujem, da se to uredi tako, da lahko v celoti izrazi svoje skrbi. Brooke George je zapustila Gravesend zaradi bleščave Dubaja z moškim, ki ga je spoznala prek spleta. Toda zdaj je bila Brooke obtožena umora in ji grozi smrt s strelskim vodom, poroča skupina za človekove pravice, ki pravi, da je 23-letnica delovala v samoobrambi v primeru družinskega nasilja. Brookina družina je povedala, da je bil to njen drugi obisk Dubaja, kjer se je srečala z moškim, potem ko je prvič opisala, da je doživela najlepše trenutke svojega življenja. Vendar pa je kampanska skupina Detained in Dubai povedala, da je Brooke trdila, da je njen partner postal vse bolj nadzorovalen in nasilen, zato je v samoobrambi med nasilnim izpadom pograbila nož. Ne potujte, da bi se srečali z islamističnimi moškimi. Kako se vam zdi to? Preprosto ne počnite tega. Ne počnite tega, ne počnite tega. Ti moški ne bodo samo problematični, ampak bodo problematične tudi vlade, ki jih podpirajo. In ne glede na to, kaj boste naredili, se boste znašli v težavah. Ne hodite v Afganistan. Preprosto ne hodite. Ne nasedajte tem moškim, ki vas skušajo zvabiti. To je vse, kar morate vedeti. Želijo vas zvabiti. To je tako očitno, tako preprosto, tako nezapleteno. Ne hodite in ne potujte v države z islamističnimi moškimi, ki vas zasipajo s pretirano naklonjenostjo. Preprosto. Enostavno upajmo, da se bo to dekle res izvleklo iz tega. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.